Dragi pater Robert in drugi bratje frančiškani, varuhi tega svetišča, dragi bratje duhovniki, redovniki, dragi diakoni in ministrantje, dragi pevci na koru in pritrkovalci in vsi drugi bogoslužni sodelavci, spoštovane sestre redovnice, dragi bratje in sestre. Vse vas iskreno in z veseljem pozdravljam pri Mariji Pomagaj na predvečer njenega praznika. Na poseben način pozdravljeni tisti, ki ste sem prišli peš, ki ste vso pot prehodili v molitvi, premišljevanju in tudi pokori in na ta način zares priromali k Mariji Pomagaj. In prav tako pozdravljeni tudi vsi tisti, ki nas poslušajo preko Radia Ognjišče, posebej bolni, ostareli in osamljeni, ki morda na poseben način hrepenijo po tem, da bi mogli biti tukaj z nami, da bi se mogli na brezjah zazreti v podobo Marije Pomagaj in da bi mogli tukaj izročiti svojo nemoč in hkrati prošnje, da bi znali zvesto prenašati vse tisto, kar jim prinaša življenje in bolezen. Nocoj, kakor je bilo rečeno, že 40-tič obhajamo večer krščanskih izročil, skupaj z našimi rojaki po vsem svetu, kajti Marija Pomagaj je Slovence spremljala kamorkoli so šli. Ne glede na to, ali so iz domovine bežali za to, da si ohranijo življenje, ali so šli iskati boljši kos kruha, ne glede na to, na kateri kontinent jih je vodila pot, Marija Pomagaj je šla z njimi in ostaja z njimi. In ko premišljujemo o našem prihajanju k Mariji Pomagaj, se mi zdi, da priti k Mariji Pomagaj pomeni izročiti. Vse romanje k Mariji Pomagaj je eno samo veliko izročanje. Najprej vsak romar izroči samega sebe, svoje življenje, svoje križe in težave, pa tudi svoje veselje in svoje radosti. Potem vsak romar izroči vse svoje bližnje in tiste, ki se mu priporočijo, ko zvedo, da gre na Božjo pot, da gre k Mariji Pomagaj. In potem, to pa Bog sam ve, in Marija Pomagaj, ki jo tukaj častimo, kaj vse ju izročamo v tisti nemi molitvi srca, ko se premikajo samo ustnice ali pa včasih niti ustnice ne. Ko ljudje molijo s koleni, ko drsajo okoli njenega oltarja. To je najbolj skrivnostno, najbolj globoko in najbolj iskreno izročanje vsega, kar smo in kar doživljamo. Rad pa bi, da bi poleg tega izročanja Mariji, vsega našega življenja, nocoj Marijo sprejeli za svojo učiteljico. Zato, da bi mi znali v svojem življenju uresničevati krščanska izročila, se mi zdi, da se moramo od Marije učiti trojega. Najprej sprejeti, potem živeti in končno izročiti. Na začetku Marijinega življenja, življenja Marije kot Božje matere, je Božja beseda. Beseda, ki jo prinaša angel. Povabilo in naročilo hkrati. Spočela boš in rodila boš sina, ki mu daje ime Jezus. Marija je v tistem trenutku ostajala svobodna. In vendar je to, kar ji izroča Bog sam po angelu, sprejela.
Sicer je to spremenilo njeno življenje. Ona si je stvari zamišljala drugače, ali pa vsaj je bila Božja ponudba nerazumljiva, kar lahko slutimo iz njenih vprašanj, ki jih je postavila angelu. In vendar je na koncu spregovorila veliko besedo: glej, dekla sem Gospodova, zgodi se mi po tvoji besedi. Dragi bratje in sestre, tudi mi se moramo v življenju vedno znova naučiti sprejemati. Sprejemati to, kar nam daje Bog. Sprejemati to, kar nam izroča Bog. Tudi mi se moramo v življenju naučiti poslušati Božjo besedo. Kajti Bog danes ne govori nič manj, kakor je govoril v Marijinih časih, ali pa kakor je govoril v kakšnem drugem obdobju zgodovine. Bog govori, vendar se ga moramo naučiti poslušati, se ga moramo naučiti sprejemati, da nam bo mogel izročiti sebe, da nam bo mogel izročiti svojega sina. In tukaj se zelo lahko zgodi, da se tudi naše življenje postavi na glavo. Nič hudega. Pravzaprav bi bilo neizmerno čudno, če bi sprejeli Božjo besedo. Če bi v življenje sprejeli Jezusa Kristusa, pa se ne bi nič spremenilo. To pomeni, da Bog v resnici sploh ni vstopil v naše življenje. To bi pomenilo, da je Božja beseda beseda med vsemi drugimi besedami, ki jo slišimo in jo istočasno, v istem trenutku tudi pozabimo. Božja beseda, to sprejemanje Božjega sporočila se mora poznati, nas mora spremeniti. In zato moramo tudi mi znati vedno znova izročati sami sebe, ko nam Bog izroča besedo: zgodi se mi po tvoji besedi. Druga drža, ki se jo želimo nocoj učiti od Božje Matere Marije, je živeti to, kar nam Bog da. Živeti z Jezusom Kristusom in živeti krščanska izročila. Kaj namreč pomaga, če je kristjan krščen, če je pri prvem obhajilu, če je pri birmi? Kaj pomaga, če je kristjan poročen? Bog je pa istočasno odsoten iz njegovega življenja. Kaj pomaga, če imamo formalno gledano vse izpolnjeno, ne živimo pa iz Boga, ne živimo Boga? Ko je Marija sprejela Božjo besedo in postala Božja mati, je to zaznamovalo vse njeno življenje. En sam trenutek od Nazareta naprej Marija ni več živela, kot bi ne bila Božja mati. Vse, kar je izrekla, vse, kar je naredila, vsak njen korak je bil korak Božje Matere, je bilo dejanje Božje Matere, je bila beseda Božje Matere. Tako mora biti tudi vsak kristjanov korak. Dejanja morajo biti kristjanova dejanja. Besede morajo biti kristjanove besede. Samo na ta način v resnici živimo iz Boga in za Boga. Samo na ta način v resnici živimo krščanska izročila. In najprej živimo v Gospodu Jezusu Kristusu, v tem velikem daru Očeta, ki ga na poseben način s hvaležnostjo slavimo v tem svetem letu usmiljenja. In končno pride tretja drža. Drža izročanja. Če ne znamo, ne zmoremo, nismo pripravljeni živeti prvih dveh drž, sprejemanja in življenja, potem tudi izročati ne moremo.
potem naše življenje postane prazno in izročamo bolj ali manj zapise v arhivih, izročamo bolj ali manj folkloro, tradicijo, lepe običaje, lepe navade, ne izročamo pa življenja, ne izročamo Boga. Če pa v resnici sprejemamo in živimo, potem izročamo Boga. Kot sem rekel, če kristjan v resnici zaživi iz Boga, potem bo tega Boga nosil v sebi in ga ne bo mogel pred nikomer skriti. Ne glede na to, ali so okoliščine ugodne ali niso ugodne, ali ljudje radi poslušajo o Bogu, ali pa ljudje takšno besedo ostro zavračajo. Naše življenje bo govorilo, naša notranjost bo govorila. Nekako tako bo, kakor če srečaš pražnje oblečenega človeka, veš, za tega človeka je današnji dan nekaj posebnega, ne da bi on spregovoril eno samo besedo. Tako mora biti s kristjanom. Kristjan mora vsak dan izžarevati iz sebe, kot da je ta dan nekaj posebnega, kajti ta dan živi iz Boga in ta dan živi z Bogom. In to življenje z Bogom mora sijati iz vsega njegovega bitja. In to je izročanje. Ko začne vse naše življenje izročati Boga in vse, kar živimo z Bogom, našim bratom in sestram, takrat se pravzaprav začne velika nova evangelizacija našega sveta po Marijinem vzoru, ki je povsod prinašala Jezusa, kamorkoli je prišla. In naš narod in naš svet takšno izročanje Boga v tem trenutku sveta in zgodovine še posebej močno potrebuje. In zato, dragi bratje in sestre romarje, dragi bratje in sestre doma, obrnimo se nocoj k Mariji Pomagaj in jo prosimo, naj svojim zgledom in svojo mogočno priprošnjo vsakemu izmed nas izprosi to trojno držo. Držo sprejemanja, držo življenja in držo izročanja. Vse pa v odnosu do našega Gospoda Jezusa Kristusa, njenega Sina in našega brata. Amen.